Kultura odnosov. Dober večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. 5. decembrski torek je in z njim je prišla tudi oddaja Kultura odnosov, zadnja v tem letu. V njej pa seveda spet gostim psihologinjo in terapevtko gospo Silvo Matos. Lepo pozdravljeni. Dober večer. Sredi božičnih praznikov smo, nekaj novega se bo čez 28 ur začelo, nekaj starega se bo končalo, krog, ki smo ga vajeni leto za letom ob tem času. Izhodišča za današnji pogovor se ponujajo kar sama, pa vendar bova skušala stopiti iz okvirja, kot rečemo. V teh dneh namreč drug drugemu veliko stvari zaželimo, voščimo, kaj vse lepega naj se zgodi v naslednjem letu. Tudi midva seveda želiva poslušalcem veliko miru, ljubezni, zdravja in še česa, nocoj pa bova dodala še željo po ustvarjalnosti. To je posebna komponenta človekovega življenja, v kateri se lahko izrazimo, pokažemo, dokažemo, gradimo, napredujemo. Gospa Matos, je vsak človek lahko ustvarjalen? Vsak človek je ustvarjalen, ne da je lahko, ampak je ustvarjalen. Seveda je pa vprašanje, kako to svojo ustvarjalnost uporabi in kako jo odkriva, ker jo lahko odkriva vse življenje, še neke druge svoje potenciale, ki prej niso v določenih okoliščinah prišli do izraza. Koliko ljudi srečujem, ki se potem, ko se njihova rutina oziroma obveznosti, ki so bile take ali drugačne, lahko so bile zanimive, so bile razvojno pomembne, ampak da potem, ko je nek drug čas, pa se potem posvetijo neki svoji značilnosti, kjer odkrijejo, kako je lepo, da so pravzaprav vnesli tudi to v svoje življenje. Tako da ta ustvarjalnost je seveda že v vsakem malem otroku. To, kdor ima izkušnje z otroki, veš, kako so živi, kako so iskrivi, kako so odprti, kako so polni veselja, ko jim nekaj uspe. Seveda naši pristopi odraslih so pri tem zelo različni in večinoma zaradi načina življenja, naglice, hitrosti, vsega, kar se nam dogaja, velikokrat to potem nekako potisnemo. Poklopimo. Se spominjam ene naloge, ki so jo otroci delali, risanje drevesa. Kako so potem odrasli rajši pravilno naredili to drevo, da je učiteljica bila potem bolj zadovoljna. Ampak to ni bil on, to so bili potem starši in to je včasih škoda, a ne, da nekako zavremo tisto, kar otrok čuti, kar si zaželi, kar doživlja, kar je v njem, njegov svet je zelo dragocen in iz tega sveta tudi odrasli lahko črpamo. Tako da je, seveda, ustvarjalnost je v vsakem človeku in mene, lahko rečem, da me je prav to na nek način usmerilo v mojem življenju, ker sem že od malega odkrivala, da so ljudje različni, da so zelo zanimivi prav s to svojo različnostjo in da kasneje, ko sem nekaj več tega vedela, tudi iz strokovnega vidika, pa tudi iz samih izkušenj, iz opazovanja, smo bili velika družina, tudi v naši družini smo bili zelo različni in moram reči, da nek velik dosežek mojih staršev je, da smo ostali različni. To je posebna spretnost staršev, da pustijo, da se ti s svojimi izrazitimi posebnostmi potem lahko razviješ v celoto. Tako da to je bila izkušnja in zdelo se mi je, da je človek tako zanimiv, da bi bilo vredno, da odkrivam to nekako globlje. In sem se kar potem temu posvečala in v nekem obdobju, ko je pač na poti, moji profesionalni poti, se pojavil nek izziv,
v obdobju, kjer ni bilo zelo veliko poudarka, kaj je potrebno v praksi z vidika tvoje ustvarjalnosti, ki jo povežeš z drugimi, da jo uporabiš za to, da mi skupaj dosežemo nek določen bolj kvaliteten, boljši, večjo rešitev oziroma boljšo rešitev za nas vse in da ob tem lahko ostanem jaz. Da imam občutek, da sem del v tej verigi dogajanja. No, in se mi zdi, da je šele zdaj v kasnejšem obdobju sem odkrila, da tista moja prva knjižica, ki sem jo malo po strani gledala, se mi je zdelo, da bi moral biti večji dosežek, ampak sem odkrila, da je bilo to nek pomemben prispevek na področju ustvarjalnosti v delovnem procesu, v tam, kjer imamo skupne naloge, kjer imamo projekte, kjer se pojavijo vodje. Vodje so bili velikokrat v nekem obdobju, če lahko sem to še rečem, a ne? Ja. Vodje so bili običajno tisti, ki so bili najboljši strokovnjaki, ker v teh podjetjih so lahko ljudem dali višji osebni dohodek, če so postali vodje. In potem so dobri strokovnjaki postali vodje. Ampak kaj? Oni so potem želeli to svojo vlogo speljati, ki je pa bila popolnoma drugačna kot pa tisti strokovni del, ki so ga popolnoma obvladali. In takrat se je marsikje v tistem času pojavila ta potreba, kaj pa zdaj to? Če imaš ti ne samo kot starš ali pa kot nekje, ko vodiš neko društvo ali neko skupino, pevski zbor ali kakorkoli, ampak v neki nalogi, kjer moraš ti ljudi, zelo različne ljudi povezati v delovnem procesu. No, in ta moja knjižica Spodbujanje ustvarjalnosti se prav tega dotika in kasneje sem jaz pravzaprav odkrila, da je simpatična, da je v redu, da zajema nekaj, kar je bilo takrat zelo pomembno. Vaša prva knjiga je bila to, Ja. Spodbujanje ustvarjalnosti, Ja. leta 1994 Ja, je izšla. ja. Bova se še Ja. vrnila k njej, ampak morda za začetek, samo ker sva rekla, da bova skušala biti tudi konkretna. Se pravi, vsak človek je lahko ustvarjalen. Denimo, zdajle so prazniki, nekaj jih je že za nami, Silvestrov pred nami, pa še kaj drugega bomo praznovali, dobivala se bo družina. Lahko smo ustvarjalni že pri, ne vem, pripravi pogrinjka, pri marsičem takšnem tehničnem, hkrati smo pa lahko ustvarjalni pri odnosih. To je pa najbrž da tisto najbolj pomembno, ne? Kako, ne vem, dobiti družino skupaj, Ja. ker vemo, da je težko, vsak ima neke svoje urnike. Tukaj pride tudi ustvarjalnost do izraza, ne? Ja, zelo, zelo veliko te ustvarjalnosti prav v teh prazničnih časih, ko imamo visoka pričakovanja in se velikokrat ljudje sprašujejo, kako vse skupaj to povezati z odnosi, kot pravite, z enim lepim doživetjem, jaz se spominjam moje družine, mi smo imeli izredno velik poudarek na pripravi. In mislim, da vsi iz naše družine imamo čarobno lepe spomine, kako smo vsi sodelovali pri pripravi, seveda tudi slaščic, čeprav potica je bila mamina naloga in to smo vsi samo občudovali in seveda potem hrustali z veseljem, ampak vse ostalo, piškoti in vse to okraski in potem petje, mi smo bili pevci, vsi po vrsti smo peli, razen en brat, ki je pač doživel tisto blokado, ki je učiteljica mu rekla, da on pa nikoli ne bo pel, in je potem zelo pozno ugotovil, da ima vendarle en glas, a ne, ampak vsi drugi smo, on je prepeval tudi z nami, no, ampak gre za to, da je bilo to doživetje na zelo, zelo lepem nivoju, zelo dragoceno, zelo z občutljivostjo dozirano tudi za otroke, in potem, ko imaš ti svoj novo družino, svoj božič,
veš, kako je težko ta pričakovanja izpolniti, ne, da bo vse pospravljeno, da bo vse lepo, da bodo vsi srečni in tako naprej. In počasi razvojno ugotoviš, da ni treba, da je enako kot včasih, da je to tvoj božič, da je to na tvojo situacijo čisto dovolj, ampak vsekakor, kot je rečeno, je pa zelo pomembno, da uporabiš, če lahko tako grdo rečem, ampak da začutiš ustvarjalnost tistih, ki so povezani s tem, da na nek način se vključijo, da vseeno, če so otroci umazani v tiste moke in tako naprej, ampak če so vključeni, potem je to izredno velika sreča, to lahko zelo hitro starši ugotovijo. Če seveda potem, ko odrastejo, ko se razpršijo, pa študirajo malo zunaj, malo tam ali kakorkoli, ampak ko pridejo, je lepo, da imamo nek način, kjer negujemo to sveto v teh praznikih, tisto bistveno, da prej ali slej ugotoviš, da ni samo zunanjost, naj bo tudi, bi rekla, prijazna zunanjost, nekaj, kar privlači, a ne, kar veš, da si vsi želimo neke lučke ampak seveda tudi, da je miza, kot je bilo rečeno, da je miza neki osrednji prostor, kjer se srečamo, kjer se potem predvsem pogovarjamo, ne samo, da so tisti kupi hrane, ampak da tudi diši, ampak da imamo neko skupno doživetje in da vključujemo pravzaprav tisto, kar smo vsa obdobja, kar se poznamo, kar smo rasli skupaj in tako naprej, da ohranjamo to bistvo praznika. In se zgodi, da potem nekomu to manj pomeni, več pomeni, na drug način doživlja, se srečamo v tem samem jedru, teh koreninah vsega tega, zakaj. Zakaj je božič? Božič ni zato, da smo vsi tam polni vseh teh raznih daril in razne bleščave in glasnosti in tako naprej, ampak je to naše srečanje, to medsebojno razumevanje, podpora komu, ki doživlja morda težje čase, tudi ob kakšnem neuspehu, ki je v življenju, se pojavi. In ob kakšni spodbudi, ob negotovosti teh mladih, ki prodirajo v svet in tako naprej. In to se mi zdi tako lepo. Seveda, meni ogromno pomenijo ti obredi v cerkvi, ker pojem v pevskem zboru. In včasih se ti malo zaplete, kakšen zdravstveni problem, da vidiš, da ne moreš toliko sodelovati pri pripravi in vidiš, kako globoko je to v tebi, kakšna želja po tem, da izraziš z glasom, z petjem, z molitvijo, z to povezanostjo med nami, ko slavimo, ko doživljamo to svetlobo Božjega deteta, ne. In naj bo nekaj te svetlobe tudi med nami doma, in to je tisto bistvo. To je tisto bistvo, kar bolj ali manj uspe. In tukaj pa je potrebna ustvarjalnost. Ker včasih ne moreš toliko fizično, kot si želiš, a ne, kot bi si bil navajen, ampak se da tudi na drug način. Lepo ste rekli, da se pravzaprav tudi časi spreminjajo, ljudje se spreminjamo in dobro je, da se nekako potrudimo in uvedemo nove tradicije. Pa ne samo mlade družine, ki so potem na svojem, pa si po svoje zorganizirajo recimo te skupne trenutke ali praznovanja, ali se dogovorijo, za Božič bomo tako, za Silvestrovo bomo tako in tako naprej. Gre tudi za to, da mi zamenjamo vloge. Ko nismo več samo starši, postanemo dedki, babice, imamo lahko drugačno tradicijo, ne? Ko pridejo otroci ali vnuki. Zelo lepo je, recimo tudi ob koncu leta,
dati priložnost vsakemu, da pove, kaj mu je bilo pa v tem letu prijetnega, lepega. Ja, zelo lepo. In to so taki ustvarjalni momenti, ne, Ja. ki jih kar spodbujava pri naših Ja. poslušalkah in poslušalcih. Ne. Ja, zelo lepo, da vsak pravzaprav lahko na nek način, brez naše nekega presoje in kontrole in ocene in včasih celo, lahko bi rekli, obsodbe, ne, da se poslušamo in da vidimo, kaj vse žari v človeku, kaj vse, po čem vse hrepeni in kako se v kakšni situaciji čudovito znajde in na nek način pelje naprej tisto, kar je bistveno za nek celovit pristop, nek način življenja, kjer se izraža neka dobrota, kjer se izražajo določene lastnosti, kjer ti ni vseeno, niti ne samo za sebe, a ne, ampak za tvoje tiste bližnje in tudi morda še za koga drugega. In ta razvoj, ko greš v neko držo, ko opaziš, da se to dogaja pri nekom, ki si ga na nek način vodil od otroštva naprej, da se odloča tudi za druge, torej ta majhnost, ki jo sprejme v svojem življenju, ne da sem jaz prvi in najbolj pomemben in samo zase in nek vzvišen odnos do tistih, ki jim pa tako ne gre, ampak da s tem svojim pristopom postanem tako pristen, da mi drugi potem zaupajo, ker čutijo to mojo pristnost, to mojo skromnost, mojo pripravljenost pomagati, in to je neka, sem ugotovila, tudi lastnost pri pomoči tistim, ki so res v stiski in se obrnejo k tebi, da začutijo, da dejansko je ta drža tvoja iskrena, pristna, da nisi popoln, da imaš ravno tako kot vsak človek tudi določene šibkosti, se ne postavljaš na nek vzvišen položaj in gledaš od zgoraj, ampak si tukaj za človeka z enim pristnim pristopom in potem tudi drugi se odziva, to je pa velika ustvarjalnost tudi na tem strokovnem področju, se odziva brez slabe vesti. Ti lahko popolnoma sproščeno to svojo stisko ali pa tisto, kjer si želi, da bi napredoval, da bi se izvlekel, da bi to svojo revščino na nek način obogatil, a ne, in je to nek velik pristop, ki nima cene, ampak drža, ki odpira poti med ljudmi, do sočloveka, predvsem za to dobroto, tako kot je rekel en velik modrec, duhovni voditelj, je rekel: po tolikih desetletjih sem ugotovil, kaj je v življenju najbolj bistveno. Je rekel: najbolj pomembna je dobrota. In to je tudi velika ustvarjalnost. Kako ostati dober v tem zmedenem, norem svetu, če lahko tako ekstremno rečem. Včasih res imaš občutek, da nekako gre iz tirov, da je iztirjen marsikje, ampak potem spet nazaj. Tisto, kar je svojo, pa spet smo tu, svojo ustvarjalnostjo, svojim talentom, svojimi možnostmi, v tistem odnosu, tam, kjer sem, lahko prispevam za morda kakšen korak, a ne? Kakšno lepo izhodišče. Kako biti dober, izhodišče, in potem bodimo ustvarjalni. Konkretni, pač skušamo poiskati načine, kako biti dober v bližnjem okolju, pa v širšem okolju in tako naprej. Torej, ustvarjalen, zdaj sva ugotovila, res, ustvarjalen je lahko vsak človek, ne? Tisti, ki so na začetku malce vzdihnili, to morajo imeti, to so ljudje posebnih idej. Izumitelji. Ja, izumitelji in tako naprej, ni res, ne, ni res. No, pa vendar greva zdaj še malce bolj strokovno v tole ustvarjalnost, k vaši prvi knjigi Spodbujanje ustvarjalnosti. Tam pravzaprav prikažete tudi nekaj metod
po katerih spodbudite ustvarjalnost, ne? Ja. No, takratna metoda, ki je bila takrat še precej nepoznana, ampak danes se zelo pogosto uporablja, je ta nevihta možgan, ne, ta Aha. brainstorming, ki je v tej knjižici zelo tako sama metoda opisana z vsem tem postopkom in tako naprej. To je zelo razširjeno danes, ampak tako sem ugotovila, da bistvo tega je bilo to odpiranje oči za nekaj pristopov, ki so bolj zlahka prideš do ljudi in jih angažiraš in prideš do njihovih posebnosti, njihove ustvarjalnosti, ne samo moje kot voditelja, ampak da potegnem za sabo ljudi z njihovimi značilnostmi, z njihovimi prednostmi, talenti. No, ampak to, kar mi je bilo zelo všeč, že sama misel na začetku, da se voli, če lahko v narekovaju rečem, nepopisno bojijo izumiteljev. Ja. Kar pomeni, da so skratka iz ene zgodbice, kjer je nekdo hotel spreminjati svet, ampak enostavno od same ovire in imel je ogromno je o tem razmišljal, neprespan je bil in potem je ta gospod prosil bogove, naj mu razsvetlijo duha in pokažejo pot k rešitvi. In obljubil jim je 10 volov, če mu to uspe. Aha, Taka prava ideja, ne. ja, ja. In potem se je to zgodilo in potem je res s tistimi voli to svoj izum plačal in zdaj to je simbolično, a ne. Dostikrat se v praksi zgodi, da ljudje, ki niso za razvoj, ljudje, ki bi radi enostavno bili v okviru tistega, kar so navajeni. To sem jaz v nekem obdobju doživljala s pripravniki, ki so prihajali v neka strokovna področja, polni nekega elana, želje, da bi res prispevali kakšno novost in to. In kolikokrat se je zgodilo, da so od izkušenih in takih strokovnjakov dobili tisto, mi smo tako navajeni delati. A ne, enostavno prilagodi se in ne delaj tukaj neke spremembe, In ker to ni. ubijajo In idejo že so v začetku. mnogokrat ti mladi ljudje izgubili potem celo užaljeni so bili starejši oziroma tisti, ki so tam jih sprejeli, da kaj zdaj pa ti si teoretik, ti pravzaprav še nič nisi izkusil in tako. To je škoda. In to je marsikdaj v življenju točno tako, da mi kakšne ideje, tudi odraščajoče otroke, obravnavamo na ta način, namesto da bi jih poslušali, se pogovarjali, spraševali, odkrivali tisto, kar pa mogoče, a ne, dolgoročno ali pa sploh v nekih okoliščinah je v redu. No, in tale knjižica je recimo prednost je poleg teh metod in pa nekih izkušenih načinov, kako pridobiti ljudi, upošteva enkratnost posameznih. Torej, enovitost vsakega posameznega človeka, ki se znajde v nekem timu, v neki skupini ali v projektni skupini, ali skratka v neki skupni nalogi, in kako zdaj odkriti pri tem človeku, kaj pa on lahko prispeva. In to je s to metodo, ampak seveda tudi ne samo metodo, tudi pozitivnim pristopom, z enim spoštovanjem vsakega. Kako pa zdaj spoštovanje? Ni dovolj, da rečem, ja, jaz vse vas spoštujem, a ne? Ampak kaj to v praksi pomeni? Pomeni tudi način, kako delam z njimi. Izrazoslovje, torej besede, ki spodbujajo. Spodbudne besede, besede, ki odpirajo, ki opogumljajo, da nekdo potem predlaga svojega zornega kota, a ne. Nam lahko demonstrirate nekaj takšnih besed, ki so tako označene, ki so
pozitivne. Vemo, da je mnogo tistih negativnih, ki nas zarežejo, ki ubijejo idejo, kot sva prej rekla. Ja. To pa ne, mi tako delamo že vrsto časa in tako naprej. Katere so pa tiste, Eno ki je ta spodbujajo? hvaležnost ali pa recimo oprostite, a lahko to še malo bolj razložite? Smem še nekaj vprašati? Aha. Šef mi reče, smem še nekaj vprašati. Ima kdo še kakšno vprašanje? A tako vi to mislite? A smo kaj spregledali? Zakaj menite, da bi bil ta način najboljši? A ne? Mi lahko pomagate z še kakšno idejo. Hvala lepa, da ste se tako, a ne, potrudili, a ne. To je bilo pa res zanimivo srečanje, da jaz jih pohvalim, čeprav mi gredo lasje pokonci, ker je kakšen tak Nova predlog, ideja, ki ja. odpira čisto nov pogled. Kaj bi se zgodilo, če bi, kako bi pa lahko morda tukaj še izboljšali, a ne. Skratka, nekaj tega, kar jaz izrazim zanimanje za to, kaj drugi razmišlja, kaj iz njegovega zornega kota se pojavlja v neki skupni naši nalogi. In to je potem možnost, da imam podlago, a ne, za to, da se vsi dobro počutijo. No, zdaj vprašanje, če bi bilo to pri peki piškotov doma, ko bi otroke vprašali, a ne, kaj bi pa ti dal to še noter, koliko jajc in tako. Ne, gre za neke temelje, ki jih seveda strokovno mi upoštevamo, ampak potem pa, ko se stvari razvijajo in ko se nekaj novega pojavi, je pa krasno, da vključiš še sodelavce. In jaz se spominjam, jaz na tem področju sem imela izkušnjo mojega moža, ki je bil kar na visokem nivoju vodja, zelo veliko zahtevnem področju, in kako je vedno razmišljal, kako je pomembno, da imaš v svojem timu različnost, različne strokovnjake. In večkrat je rekel, nič hudega, če o eni zadevi ve več kot ti, pa saj to je potencial. Ker velikokrat je pa v praksi tako, da vodja želi take, ki mu bodo pokorni, ki ga bodo poslušali, ki bodo upoštevali, ki ne bodo skakali ven iz tistega okvira, a ne, tako. In to je škoda, a ne. In to je marsikdaj škoda, ker ne upoštevamo potem tistih potencialov in tega bogastva ljudi, ki so z mano, a ne. In ne gre za to, da moram jaz vzvišeno delati s temi ljudmi in jim samo ukazovati in kontrolirati in potem kritizirati, navsezadnje, a ne, tako. Ja, to se dogaja, denimo takole po službah, recimo v kakšnih kolektivih, tudi v družinah navsezadnje, da se pojavi ljubosumnost ob ustvarjalnosti nekoga, ne. In potem je nekako zid tistih stvari, ki bodo šle narobe. Ne, to pa ne bo šlo, ker bo šlo to narobe, ne, tega pa ne bomo niti poskušali in tako naprej. Pa kaj si misliš, pa to je neumna ideja in tako naprej. To se dejansko dogaja, ne. Ja, po drugi strani se pa dogaja tudi briljantno, ne, se pokažejo stvari, ki jih družina vnese, recimo ti skakalci, prevc. Ja. Kakšna nesebičnost, kakšno veselje, ko nekdo od tvojih uspe, kako tukaj ni kančka zavisti, ampak predvsem to, da iz tega, kar začutim, da sem jaz sposobna ali pa sem sposoben, poskušam z vztrajnostjo, z neko disciplino, z nekim pristopom, kjer upoštevam svojega trenerja oziroma upoštevam tudi tiste, ki so na tem področju, ki me lahko, a ne, odkrivajo še z drugih zornih kotov. In kakšno veselje, pravzaprav za nas vse, ko to opazuješ, ker živimo v svetu, kjer je ogromno zavisti, ker je kakšna škoda, a ne. Če nekdo v našem okolju uspe na nekem področju, nek podjetnik nekje, kjer mu zalaufa, ja, ga je treba lahko celo očrniti.
z dvomom, a je to sploh pošteno, ali je to v ozadju nek kriminal, ali je, predvsem pa mu ga hitro mu zmanjšati, ne, to veselje in z novimi davki in tako. To je res žalostno, ker to ni spodbuda za večjo ustvarjalnost v našem okolju, ker živimo v taki, mislim, ta naša duša, naša slovenska poštenost, naša slovenska delavnost, odkrivanje je na ta način dejansko prizadeta. In to se mi zdi, da je prav zato tudi še večkrat treba govoriti o tej ustvarjalnosti, da ljudem damo pač polet, ne. In da se veselimo z njimi, če nekdo uspe, se veselimo z njimi, ne pa da takoj, a ne, z neko zavistjo pridemo na dan, a ne. Ste pa odprli temo, ki je spet zelo resnična, namreč ljudje znajo biti izredno ustvarjalni v slabem. Ja. Na začetku ste rekli, da je zelo Ja. pomembno, kako to ustvarjalnost Ja. svojo uporabimo, Ja. ampak nekateri znajo biti strašno ustvarjalni v spletkarjenju, v neki hinavščini in tako naprej. Tukaj se pokaže marsikdaj človeška ustvarjalnost. Kako se boriti proti temu, oziroma kako zajeziti, če nas prime, Ja. da bi ne vem, kaj takšnega A veste, delali. to se mi pa zdi, da je točno to neka najhujša zadeva, ki se lahko človeku zgodi. Da ta svoj sveti potencial, tisto, kar je v mene položeno, jaz sem pravzaprav božji otrok in kot enkraten otrok, človek, v katerega je ta ustvarjalnost položena s tem potencialom, ki ga imam, to uporabim za slabo. In meni je papež Frančišek enkrat mi je odprl oči ali pa na nek način me je potolažil, v tem smislu, da sem rekla, ja, točno to. Ne gre za to, da je kaj narobe, če se tebi zgodi napaka, če zdrsneš, če si razumel narobe, če nisi pravzaprav nekemu svojemu razvoju dovolj pozornosti posvetil in tako naprej. Če pa ti to, kar je bilo rečeno, uporabiš za slabo, da tisto, kar je na nek način sveto v meni, jaz uporabim za to, da delam zlo, da delam proti tej dobroti, je pa to pokvarjenost. Ta izraz se je pojavil. In to je pa grozljivo za človeka. To je pa grozljivo, ker te potem to kar nekaj drži. In to se pokaže pri teh ljudeh, ne bom zdaj nobenega primera povedala, ampak kako se to človeku pozna na obrazu, v očeh, v drži, v neki zlobi, ki me vedno spodbudi k temu, da je treba za te ljudi moliti. Ker je tako, kot da so obsedeni. In to je grozljivo. In tega se mora človek bati. Torej tisto, kar je v tebi, kar imaš potencial uporabi, saj lahko v enem obdobju, predvsem zato, da sam rasteš, da se pač razviješ, da počasi odkrivaš, razumeš stvari in se veseliš teh svojih uspehov na nekem področju, kakršenkoli uspeh je. Lahko je to tudi glasbeni, lahko je na nekem, niso samo športni in te umetniški, ampak tudi na nekem področju, kjer počasi prispevam k razvoju v nekem okolju in ugotovim, da so ljudje veseli tega in se potem počasi usmerim tudi še v to, da me veseli, če so drugi veseli, a ne. To veselje, a ne, da je to dobro. Če pa zdaj zakaj? Meni je to neke vrste skrivnost in priznam, da v enem obdobju kar malo razočaranja. Ampak ni kaj, razočaranje nič ne pomaga, a ne. Gre za to, da v svetu je tudi zlo. In če to
ločujemo, da poskušamo, ne da se s tem zdaj intenzivno ukvarjamo, ampak da pazimo, imamo vendarle nek zelo, zelo pomembno zatočišče Svetega Duha. To je ta spoznanja, kaj je lažno, kaj je neka ko bi rekla, izkrivljenost, kar je lansirano ne iz želje po dobrem, ampak da to razločujemo in ne da zdaj sovražimo, ampak da poskušamo delovati za dobro, tudi posameznem človeku. In da obupamo, ker tukaj je zelo pomembno tudi upanje, ne. Upanje, ki, to je tudi en izrek, a ne, umre zadnje, ampak ker veliko je ljudi, ki obupujejo tudi v tem času, si ne delajmo utvar, da je za vse samo lepo, ampak pride v teh čudovitih praznikih, ko je polno te luči, svetlobe Božjega deteta, vsega, da je zraven, se prikradejo tudi drugi občutki, a ne. Prikradejo. Polno je tega, že prej sva rekla, ne, so spomini, so pričakovanja, so rane, je vse tisto, kar je nekoč bilo morda težko ali pa lepo, in kaj sem jaz zdaj v življenju iz tega, ne, kje sem zdaj, kaj to pomeni za današnji čas, kakšni so moji odnosi in tako naprej. In zato je tukaj tako pomembno, da drug drugemu dajemo upanje. Upanje je družina, upanje je lepa glasba, upanje je neka lepota besede, upanje. Meni je zdajle, ko sem imela te zdravstvene težave, pokliče soseda pa reče: Silva, ja, kar pogrešali smo vas. Jaz zdajle kuham eno juho, tako močno juho, to bi bilo najboljše. Ja, pa sem rekla, nočem vas obremenjevati, ampak tisti hip sem se ustavila in sem rekla, ampak juhe bi bila pa vesela, No, ne. tako. In sem dobila kompletno nedeljsko kosilo od sosedov, saj ne da bi bila zdaj lačna, ampak ta poteza, Razumem, tako. kako je to lepa poteza. In tudi sprejeti moramo Ja, znati, ne. saj pravim, da Ja, sem se ustavila, tako. ne bom vas obremenjevala. Ja, lepo, Ja. kako lepo. No, in tega je ogromno možnosti imamo, a ne, da drug drugemu dajemo upanje. Ustvarjalnost je skratka v nas samih, skušajmo jo, to je zdaj naloga za naše poslušalke in poslušalce, uporabiti za dobro. Ja. Kako biti dober, bodimo na tem področju ustvarjalni, in nekaj te ustvarjalnosti se zgodi lahko spontano, Ja. predvsem pa je tudi ustvarjalnost potrebno spodbujati. Nekaj metod ste omenili, Ja. predvsem ta brainstorming oziroma možganska burja, ko pač Ja. kar nam pride na pamet. Zapisujemo, včasih je dobro kaj zapisovati. Odlično. Ideje zapisovati. Recimo, ne vem, za silvestrski večer bomo imeli neko družbo, kaj bomo delali? Zdaj, če vse pustimo spontanosti, potem je lahko je krasno, Ja. lahko pa se začnemo dolgočasiti. Ja. Krasno je pripraviti neko stvar, kaj bomo delali, ne? Ja. In lepo. človek, ne vem, začne izbirati ideje, piše jih na list, slabe, dobre, se ne omejuje, ne? Vse vrže na papir, potem pa recimo črta in pride do ene, ki mu je pač všeč, in tisto izpelje. Ja. Je to dober način za Ja, ustvarjalnost? to je dober način. Jaz ugotavljam, da če ljudem predlagaš, da si zapišejo nekaj, Ja. eni imajo na obrazu izraz obupa. Jaz tega ne znam, pa jaz tega nisem. Ja, jaz. Gre samo za to, da imaš ampak pred gre za očmi. to, da pa zelo veliko ljudi to uporablja. In tudi v nekih skupinah, kjer se poznamo že dalj časa, je zelo simpatično, a ne? Ni pa dobro, da je to prisila. Ja, seveda. Ker lahko pa nekdo pač potem ob teh predlogih reče, ja, to je pa tudi, ne, zame, tudi jaz sem na to pomislila, ne, pa to. Tako da je to na razne načine, ne. Jaz imam tle neke komunikacijske ovire,
predvsem tega se ne smemo posluževati Prosim. tako, da ukazujemo drugim. Tole mi je zdajle ja, prišlo na misel, a ne, da zdaj pa, če boste prišli k nam na, a ne, srečanje, pa samo z idejami. Najmanj 5 idej, a ne. Ja. No, recimo, no, to je tako, takoj, a ne, takoj pripravite ideje. Če boste nesramni, če boš nesramna, a ne, pol se pa jaz s tabo ne bom pogovarjala, a ne. To je že taka blokada na začetku. To je čista. Zakaj nisi bolj pazil, a ne, ko mi nekdo vrže na tla en kozarca, ne, tam. Zakaj je to boleče, recimo tudi tista o nesramnosti, ker nekdo že predvideva, da bi jaz lahko bil nesramen, ne? Ja. Že to je odbijajoče, ne? Ne, to moraliziranje, pridiganje, ukazovanje, prepovedovanje, žaljenje, takrat, ko je za nekoga zelo težka situacija, da ga tolažim, to pa tudi ni nič tacga, ne, saj bo že, a ne. A ne, pa saj vsak, vsi ljudje to doživljamo. To je omalovaževanje, a ne. Tega ne. Če le mogoče tisti način, ko smo prej rekli, da včasih nič ne rečeš, prisluhneš, poslušajmo se, in včasih je točno to najbolj manjka. Med nami, celo tistimi, ki smo vsak dan povezani, ampak da se poslušamo, pa se ni treba, da jaz za vsako besedo takoj povem svoje mnenje in navsezadnje še nasvet, a ne, ki ga tisti človek sploh ne želi. Ja. Ampak da smo zraven, da se čutimo, da potem z enim vzdušjem ustvarimo tako situacijo, da pa potem pridejo na dan tudi tisti, ki so bolj redkobesedni, a ne. Otroci so nam spet zelo dobra podpora, ker včasih polno, predvsem v nekem času, a ne, pa se spet v enem obdobju zaprejo, a ne, in tudi to je treba upoštevati, ne da mora biti zraven strokovnjak, ki bo vse to, a ne, potem vodil, ampak se čutiti, se sprejemati, spodbujati in predvsem malo humorja. Seveda. Humor je izredno dragocen. Ja. In hvala Bogu za vse tiste, ki znajo v določenem trenutku s humorjem tudi kakšno napetost zmanjšati in spodbuditi, da se potem vsi na nek način dobro počutimo. Tako lepo nas spodbujate k humorju tudi v knjigi Ustvarjalni ogenj je v vsakem človeku. Prav tale odlomek sem si označil, ko svetujete, vsaj nekaj minut na dan bi se moral odrasli človek smejati spontano, iz vsega srca. Spravimo v smeh drug drugega. Bolj, ko bomo pozitivni, bolj, ko bomo videli možnosti, več bo veselja v nas in okrog nas. Smeh je lahko pot do tega, da čutimo več. Prebudimo se z njim. Včasih si rečemo, pa bi naredil nek hec, a pa jo bojo rekli, da sem otročji, pa da ne vem kaj. Ne, zakaj, ne? Ja. To je tisti poprček, Ja. ki nekako začimba, ki začini življenje, ne? Ja, mene tako veselijo ljudje, ki imajo v sebi nekaj tega. Saj to se jim že na očeh pozna, ne? Da je ta odprtost, ta igrivost, ena živost, kar pa seveda ni nikoli kot omalovaževanje. Ja, seveda. Gre za nek takt, kjer začutiš, kdaj pa je en kanček tega dobrodošel, ampak s spoštovanjem do občutkov in te situacije, ki jo nekdo drug doživlja, ne. Ampak vsekakor je ta uporaba humorja bi rekla, tudi en visok nivo ustvarjalnosti. Kako, ne? Kako zdaj v odnosih in seveda, če imaš to v sebi. Jaz se spominjam, moj ata je bil resen, tak pokončen, močen mož, avtoriteta, ampak on je imel en tak humor, kjer je bil sposoben ostati resen, drugi so pa pokali od smeha, ne. Skratka, ene vrste humor, ki se je kazal tudi v teh njegovem veselju v gledališču, kjer je tudi kot amater sodeloval, pa tem petju,
na koncu je pel v 3 pevskih zborih, ampak tako se je dobro počutil v tem, a ne, ker včasih je s petjem še lažje izraziti tisto, kar bi rad, a ne, No, ampak ta humor je ostajal in moj najstarejši sin ima ravno takšen humor. In tako je krasno, pa so veliko preizkušenj v tej družini pa to, ampak ko začutiš, a ne, da pride na dan s tem načinom, meni prav zaigra srce. In jaz imam tudi ta humor, imam smisel, tako posebno v skupinah, kjer se poznamo, ampak ko je prišlo do tega, ko je moj mož pač odšel, a ne, ko nas je zapustil, šel k Bogu, sem jaz čutila, kako mi upada ta humor, kako. In sem si zaželela, da bi zmogla spet na neki način v življenju doseči tisto upanje, tisto zaupanje, to vero v to večno življenje, v to nadaljnjo povezanost s temi ljudmi, ki smo res zelo močno bili povezani in ostajamo. In potem se je to spet počasi vrnilo. Lepo. To je zelo zanimivo, ker humor je torej znak tudi neke uravnovešenosti med razumom, tem tvojim srcem, a ne, tem duhom, in je zelo, zelo pomemben, a ne. Humor je tudi znak, se mi zdi, veličine duha. Ja. Jaz sem ga parkrat doživel pri zelo hudo bolnih, ki so se znali nasmejati in ponorčevati, ampak na tak res hecen način, Ja. da so nas spravili v zadrego Ja. iz prav svoje bolezni. Ja, tako, Ne. tako. Ja, lepo, lepo. Ja, tudi, no, moram reči, da sem bila jaz enkrat, sem se bila spet v eni skupini, ponovno, in sem začutila, kako me grabi ta humor, a ne, kako sem se morala pravzaprav zadrževati, da v resni situaciji nisem potem pretiravala. Ja, no, tudi to je Skratka, treba. ta uporaba. Ja, tako. Morda takole pred koncem, gospa Silva Matos, govoriva o ustvarjalnosti, še ta beseda. Vemo, zakaj, torej kaj vse lahko ustvarjalnost naredi v okolju. Ko recimo rečejo, joj, pa zakaj si pa, denimo, če se spet vrnem k pogrinku ene slavnostne mize, Ja. ja, pa kaj si pa dala delati toliko s temi prtički, pa si tele labode delala, pa tako naprej, pa to pa se ne bi bilo treba. Ne, to je ta ustvarjalnost, Ja. ki naredi neko vzdušje, čisto Ja. drugačno slovesnost, pokaže, da se je nekdo potrudil zate. Ja. Zakaj pa je ta ustvarjalnost pomembna za tistega, ki pač je ustvarjalen? Torej za Ker to je osebo njegovo samo? področje. Mhm. In to je način, ki ga z veseljem deli drugim. In ta omalovažujoč pristop, a ne, da potem to na neki način rečem, pa sej ni treba, ne, saj pravzaprav to ni bistvo, pa ne, da se začutimo, kaj komu veliko pomeni in da se je potrudil in da je tudi estetsko neki pomen dal temu prazniku, da ne gre zdaj za tisti način, ki je bleščava in glasnost in vse to, kar se dogaja ob, ne vem, veselem decembru, ne, to, ker jaz se ga pravzaprav izogibam v tisti množici, meni na neki način me prazni in se izogibam. Mi je dobrodošlo druženje, mi je lepo, če smo povezani, se konec koncev veselim tudi s tistimi, ki jim na nekem srečanju to veliko pomeni, ampak razumem, da je to zelo različno za ljudi. Skušam razumeti takrat, ko ni to beg. Da ni to beg v tisto divjanje glasno, zato da se ne čutim, zato da blefiram in da ignoriram tisto, kar bi me lahko pripeljalo do bistva in me pravzaprav prizadelo, kje sem jaz, kaj se z mano dogaja, kje zdaj so tiste moje vrednote, ki so mi jih položili, kje je tisto seme, a je vzklilo v meni to bistvo ali ni, in to je
beg. Če je to beg, potem me boli. Potem to mi je žal, no, ne rečem tako, a ne. In nekateri ljudje pol to začutijo, ne, si vendarle želijo si, da bi uravnovesili ta svoj notranji svet, da je potem spet ponovno v ospredju svetost življenja. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, takole ob koncu oddaje vam želim veliko ustvarjalnosti v letu 2026. Bodite ustvarjalni v drobnih stvareh in tako, kot je rekla današnja gostja, predvsem bodite ustvarjalni v dobrem. Vam, gospa Silva Matos, pa hvala za ustvarjalnost v oddajah Kultura odnosov v letu 2025 in se že veselim sodelovanja v prihodnjem letu. Tudi jaz vam želim veliko blagoslova, veliko veselja, hvala, da ga delite tudi z mano in tudi jaz se veselim nadaljnjega sodelovanja z vami. Kultura odnosov.